Dober dan, lepo pozdravljeni na dogodku Evropskega partnerstva za inovacije. Sem Anita Breznik in vam bom predstavila naš projekt Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije. Vodilni partner projekta je Žipo Lenart. V projektu sodelujejo še Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Kmetijski inštitut Slovenije, podjetje Interkorn, podjetje Profuturus, Biotehniška šola Maribor in štiri kmetijska gospodarstva. Kmetijsko gospodarstvo Anita Števanec, Boštjan Kraner, Matej Korošec in Franc Horvat. Projekt Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije sodi med EIP projekte. V sklopu projekta se ukvarjamo z učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije v kmetijski pridelavi in predelavi. Projekt traja 3 leta. V okviru projekta skušamo rešiti več problemov. Prvi problem je, da po žetvi koruzni oklaski ostanejo na polju. Zavržemo jih, saj so stranski produkt. Na poljih otežujejo obdelavo tal, saj zaradi olesenele strukture počasi gnijejo. Drug problem je slaba oskrba kmetij z lastnimi viri energije. Kmetije so odvisne od uvoženih virov energije od fosilnih goriv. Naslednji problem so emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo s fosilnimi gorivi. S projektom želimo te probleme rešiti. Želimo si, da bi s projektom dosegli večjo uporabo obnovljivih virov energije v kmetijstvu, manjšo odvisnost od uvoženih virov energije, manjšo uporabo fosilnih goriv, večjo energetsko samozadostnost kmetij in boljšo ekonomsko uspešnost kmetij. Želimo si razviti tehnologijo za lažjo uporabo obnovljivih virov energije. Zastavljeni rezultati projekta sledijo dejanskim. Cilj projekta je razviti tehnologijo pridelave, predelave in uporabe koruznih oklaskov. Do sedaj smo razvili tehnologijo pridelave in predelave koruznih oklaskov. Posejali smo poskuse z različnimi hibridi koruze, saj testiramo, kateri hibrid je najustreznejši za pridelavo koruznih oklaskov in zrnja. Lansko leto smo posejali 12 različnih hibridov koruze. Letos smo jih v poskuse vključili 6. Poskusi so bili posejani na vseh 5 kmetijah, ki so vključene v projekt. Na podlagi 2-letnih rezultatov poskusov lahko rečemo, da je najustreznejši hibrid za pridelavo zrnja in koruznih oklaskov Pioneerov hibrid P9757. V sklopu projekta smo razvili tehnologijo za pobiranje koruznih oklaskov. Sedaj sledi videoposnetek, kjer bo ta tehnologija tudi prikazana. Kot lahko vidite na posnetku, smo razvili nadgradnjo kombajna, ki ima zadaj nameščen zalogovnik za shranjevanje koruznih oklaskov. Kombajn smo predelali, da se oklaski ustrezno ločujejo v ločen zalogovnik. Posnetek, ki ga vidite, je nastal 26. oktobra letos ob žetvi poskusov na kmetijskem gospodarstvu Žipo Lenart. Izvedli smo žetev hibridov vključenih v poskus. Za vsak hibrid smo ločeno stehtali zrnje in oklaske, da smo lahko izračunali realne pridelke zrnja in oklaskov. Določili smo tudi najustreznejši način sušenja oklaskov. Sušenje koruznih oklaskov je mogoče izvajati na različnih tipih sušilnic.
Najboljše in najbolj učinkovite za sušenje koruznih oklaskov so tračne sušilnice, saj omogočajo mešanje materiala, v njih lahko sušimo kontrolirano majhno plast koruznih oklaskov, ki jo prepihujemo po celotni širini in višini in s tem zagotavljamo kvalitetno in bolj enakomerno sušenje oklaskov po celotni gmoti oklaskov v sušilnici. Skrbimo tudi za širjenje in diseminacijo pridobljenega znanja. Raziskali smo pozitivne in negativne učinke odstranjevanja koruznih oklaskov. Ker na sam oklasek odpade samo 7,5% mase rastline, teoretično zbrana količina oklaskov ne bi imela posebnega vpliva na vzdrževanje biološkega ravnotežja ekosistema. Zaradi minimalnega vpliva na količine hranljivih snovi v tleh, odstranjeni oklaski ne bi imeli pomembnega vpliva na kakovost ali na ekonomiko gnojenja. S pobiranjem oklaskov bi se umestili znotraj ekonomskega, ekološkega in trajnostnega potenciala biomase koruznice za energetske namene. V nadaljevanju izvajanja projektnih aktivnosti bomo še izvedli predelavo koruznih oklaskov, analizirali termične karakteristike oklaskov in izvedli realni preizkus kurjenja oklaskov. Menimo, da bo koristi od projekta imelo veliko različnih skupin: kmetije, kmetijski svetovalci, okoljski strokovnjaki, raziskovalci, študentje, dijaki in drugi. Da povzamem, letošnje leto nam je začinil COVID-19. Največ težav nam je povzročil pri širjenju in diseminaciji rezultatov projekta, a se prilagajamo na različne načine. Omeniti moram tudi to, da so kmetje zelo veseli, da so vključeni v projekt. So pa razlike med njimi, nekateri so zelo odprti za raziskave, nekateri manj. Vsem pa je skupno to, da jim je zbiranje dokumentacije o podaji zahtevkov dodatno breme. Ni jim problem izvesti aktivnosti, so pa težave, ker so zaradi projekta dodatno birokratsko obremenjeni. Sodelujoče v projektu smo povprašali, kaj menijo o sodelovanju v projektu in kaj jim bo to doprineslo. Kmet je dejal, da je vesel, da je vključen v projekt, da pa bodo potrebne še nadaljnje raziskave, da bodo rezultati projekta uporabni na vseh kmetijah. Svetovalec je dejal, da bodo surovine, ki jih načeloma zavržemo, bolj izkoriščene, da je projekt inovativen in ga bo možno v prihodnje še nadgraditi. Rezultati projekta bodo uporabni in aplikativni. Raziskovalec meni, da skupaj razvijamo integrirane rešitve učinkovite rabe obnovljivih virov energije, usmerjene v prihodnost. Z mnenji vključenih v projekt bi zaključila to predstavitev. Zahvaljujem se vam za pozornost. Če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko obrnete na vodjo projekta, dr. Mitjo Krajnca, ki vam bo z veseljem odgovoril. Najlepša hvala.